Pozdravljeni. Današnja ikona Ronnie Peterson je zapisan v zgodovini Formule 1. A ne zaradi kakih naslovov svetovnega prvaka, ne zaradi velikega števila zmag, ampak bolj zaradi tega, ker je svojo vožnjo na vsaki dirki navdušil gledalce. Že od začetka njegove kariere v svetu Formule 1 je bil Ronnie Peterson praktično atipični tip voznika. Ta svetlolasi švedski mladenič je bil izjemno zadržana osebnost, lahko bi rekli tudi malce sramežljiv. A v trenutku, ko se je usedel za volan bolida Formule 1, je popolnoma spremenil karakter. Namreč pri njemu, če lahko malce poenostavim, položaj za plin je poznal samo en položaj, tisti do dna. In mnogokrat vidimo, ko primerjamo posnetke, da tam, kjer so drugi vozili lepo naravnost, ste videli Ronnie Petersona voziti počez. Imel je naravno danost, naravni talent, kar je znal na progi izjemno izkoristiti. In ko je prišel leta 1970 v Formule 1, je dobil priložnost pri zasebniku Colinu Crabbeju, a imel je podporo ekipe March, katera mu je dala na razpolago aktualno šasijo. Žal, v tisti sezoni pri Crabbeju so imeli en samcat motor Ford Cosworth DFV, zato Ronnie ni imel možnosti posegati po ne vem kakih mestih, a kljub vsemu večino ovinkov je speljal počez. V letu 1971 je prišel v tovarniško moštvo in vsak od nas bi si lahko predstavljal, da tak divji voznik za volanom ne bo zanesljiv. Na koncu sezone je bil Ronnie Peterson drugi v skupni uvrstitvi voznikov za naslov svetovnega prvaka. Pred njim je bil samo Jackie Stewart in Ronnie Peterson v tisti sezoni ni zmagal niti ene same dirke. Jackie Stewart je res dosegel 62 točk, Ronnie skoraj polovico manj, 33, a še zmeraj več od vseh ostalih zasledovalcev. In dosegel je 4 druga mesta in 1 tretjo. In med tistimi drugimi mesti je treba omeniti veliko nagrado Italije. Kajti takrat leta 1971 je 5 voznikov prečkalo cilj velike nagrade Italije v 61 stotinkah. Drugi je bil Ronnie samo stotinko za zmagovalcem in to zato, ker niso merili tisočine. To je prestopil v Lotus. To se je zgodilo v sezoni 1973. Za moštvenega kolego je imel aktualnega svetovnega prvaka Emersona Fittipaldija in Lotus je bil takrat ena izmed najmočnejših v Formuli 1. Na začetku sezone je bil Emerson tisti, ki je kazal izjemno formo, zmage in, bom rekel, dosegel izjemno število točk. V drugi polovici sezone je točke ter zmage začel dosegovati Ronnie in prišlo je do spora. Namreč Colin Chapman ni hotel mlademu Švedu zaukazati, naj odstopi mesto izkušenemu Brazilcu. To je na koncu izkoristil spet Jackie Stewart, kateri je postal svetovni prvak leta 1973. Emerson Fittipaldi je pa zaradi tega spora zapustil Lotus. V Lotusu je ostal v sezoni 74 Ronnie Peterson, kateri pa je dobil številko 1 brez tega, da bi bil svetovni prvak. Namreč Jackie Stewart se je upokojil in takrat so uvedli tisti nov sistem dodeljevanja številk in dobil jo je on enico, ker je vozil za ekipo, katera je zmagala konstruktorski naslov. A tista enica mu ni prinesla preveč sreče, namreč pri Lotusu so bili polni idej in polni inovacij, a Ronnie Peterson je imel veliko hibov. Res, na progi je bil izjemno hiter, izjemno talentiran, a kot testni preizkuševalni voznik je bil dobesedno zanič. In to je ugotovil sam Colin Chapman, ko ga je
enkrat preizkušal na zasebnem testiranju, ko je, za hrbtom zaukazal, naj mu spremenijo nastavitve. In mehaniki so mu dali nastavitve take, da ne bi smel biti hiter. No, Ronnie v resnici je bil kmalu tako hiter kot s tistimi pravimi nastavitvami, a razlike skorajda ni opazil. In znano je tisto obdobje v Lotusu, da so se kar dostikrat vrnili na svoje prejšnje korake. Kar dosti sezon so rabili tisto znano legendarno šasijo Lotus 72, kljub temu, da tiste novejše so prihajale na dan, a nikoli niso bile razvite do konca. Leta 1976 je Ronnie Peterson dobil novega moštvenega kolega, Marija Andretija, in na prvi dirki sta trčila med sabo. To je bil signal, da je Ronnie Peterson zapustil Lotus. Šel je v tisti Marč, tisto ekipo, s katero je začel kariero v Formuli 1 in je imel dokaj klavrne rezultate. Do velike nagrade Italije v Monzi, kjer je zmagal z Marčem. Nato se je preselil v Tirol, kjer so imeli na razpolago tistega znanega šestkolesnika, a prišel je v napačni sezoni, v drugi sezoni, ko zadeve niso več delovale tako, kot je treba. In to se je leta 1978 ponovno vrnil v Lotus. Seveda s posebnimi pogoji, kajti takrat je bil še zmeraj prisoten Mario Andretti v ekipi. Colin Chapman se je seveda še dobro spomnil leta 1976, tako da Ronnie Peterson je dobil na razpolago samo mesto voznika številka 2 in to mu je baje pisalo v pogodbi. Na razpolago je seveda imel bolid Lotus 78 in njegovega naslednika Lotus 79. A Mario Andretti je bil tisti, kateri je vložil veliko truda v razvoj tega bolida in seveda zato je bila sezona 78 njegova sezona. A Ronnie Peterson je bil človek časti in to mu je zmeraj priznal Mario Andretti. Povedal je, kaj je pisalo v pogodbi enega in drugega. A Ronnie je dal besedo, da ga ne bo ogrožal in v sezoni 78 ga nikoli ni. Zmagala sta oba kar nekaj dirk in na koncu sta si bila edina konkurenta za naslov svetovnega prvaka. In dominila sta se, da kolikor se zadeve razčistijo na veliki nagradi Italije, bosta zadnji dve dirki dirkala na pol. Eden drugega, kajti Mario Andretti si ni želel naslova svetovnega prvaka, zato ker Ronnie Peterson mu je prepuščal prva mesta. A na veliki nagradi Italije se je zgodilo tisto, kar mnogi izmed nas poznamo kot eno izmed največjih tragedij v svetu Formule 1. Namreč na kvalifikacijah je Ronnie Peterson razbil Lotusa 79 ter dobil tisto rezervno šasijo, katera je bila pa tista starejša. Ni se dobro kvalificiral in tistega dne je bil malce nervozen. In na veliki nagradi Italije se je pogostokrat zgodilo to, da je štarter dal znak za začetek dirke, še preden so se oni v zadnjih vrstah postavili na svoja mesta. Zato so imeli ogromno prednost, kajti potrebno jim je bilo samo odpreti plin in že so pridobili kar nekaj hitrosti pred onimi na začetku, kateri so ostali. In prav to se je zgodilo, poenostavljeno povedano. Riccardo Patrese je takrat z ozadja ujel fantastični trenutek in švignil mimo Jamesa Hunta, kateri mu je umaknil in trčil v Ronija Petersona. Ta je priletel v ograjo, tam s hitrostjo okrog 150 km/h in njegov Lotus se je vnel. Trčilo je približno 10 bolidov. Prihiteli so varnostniki začeli gasiti, sam James Hunt ter Claire Gazzoni in Vittorio Brambilla so potegnili Ronija Petersona ven iz njegovega gorečega Lotusa. A kako je bilo v resnici? Prepustimo besedo Jamesu. Well, his car was in a bad state and he was still in it, half in.
and the thing was burning. There was one marshal there already who had arrived, who in fact was doing a terrific job because he was being very sensible. He had one extinguisher, and rather than blast the whole thing off in a vain attempt to try and put out 40 gallons of fuel, he was conserving it and just knocking down the flames around where Ronnie was. And that gave me a chance to go in and try and pull him out because he was trapped. You could get him half out, but he was trapped by his foot. And the guy was keeping the flames down there, and eventually we managed to get the steering wheel bent and get him freed off and pull him away. Ronnie Peterson je bil v tistem trku izjemno hudo poškodovan. Na stopalih in nogah je imel 27 zlomov, a vseeno bil je stabilen pri zavesti in po mnenju zdravnikov njegovo življenje ni bilo ogroženo, niti opečen ni bil hudo. In seveda, verjetno bi bilo potrebno kar nekaj časa, kolikor bi se hotel vrniti v svet Formule 1, a vseeno, po mnenju mnogih, izognili so se še eni tragediji. Naslednjega jutra, 11. septembra 1978, je odjeknila vest. V noči je Ronnie Peterson umrl. Maščoba iz tkiv njegovih nog je prišla v žile in tam ustvarila zamašek, kar je povzročilo embolijo. Eden izmed najbolj priljubljenih voznikov, najbolj talentiranih in verjetno najbolj znanih voznikov svoje dobe je umrl na nek čuden, tragičen, neumen način in tako pustil za seboj veliko praznino. Vplival je na mnoge kolege, najbolj na Jamesa Hunta. In čeprav v naslednji sezoni je imel podpisano pogodbo, da bo zamenjal prav njega, do te menjave nikoli ni prišlo. Mnoge so bile raziskave o krivdi za smrt Ronija Petersona, a imenujmo jo le za tisto, kar je bila gola nesreča. In najbolj bom opisal situacijo, katero se je zgodila v Formuli 1, z besedami, katerih je izrekel Mario Andretti. Dirke so nažalost tudi to. In Ronnie Peterson, verjeli ali ne, je bil eden izmed najbližjih osebnih prijateljev Marija Andrettija. Človeka, kateri je zmeraj poln samega sebe, kateri postavlja sebe zmeraj na prvo mesto, le v primeru, ko beseda v kakem intervjuju nanese na Ronija, se mu rahlo zarosijo oči. In Ronnie Peterson je imel izjemen vpliv tudi na svoje navijače. Eden izmed njih je bil George Harrison, znan član skupine Beatles. Njemu je posvetil eno izmed najbolj znanih pesmi dirkaškega sveta, Festa, bližnjico seveda dobite v opisu. Toliko o Ronnie Petersonu, eno izmed največjih ikon Formule 1 70. let prejšnjega stoletja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.